Čak sekundo, sam kalorifer ugasnem. Pa boiler pržgi, ne? Na A koliko lahko, stopinj prosim, imate, nehata? Se še ni 2 ura. na koliko stopinj imate temperaturo v stanovanjih te dni? 21, 22. Aha, Ne vem, mislim, ampak jaz imam kle na tej lokaciji, imam nek predpotopni termostat, tako da odvisno v kateri kot se zavlečem. če zanima me tako, koliko ste zmrznjeni. Ma stopinj imamo to, kolikor si jih naredimo, jaz nimam termostata nikjer, ampak... Ne veš, koliko imaš. Ja, vem, imam pa termometer, to pa ja. No, vse koliko. Zaradi poletja, ker sem gledal, a bo šlo čez 33 v stanovanju ali ne. V glavnem, jaz najbolj živim pred 22 zim. To se mi zdi tako... Cool. Ja. Zima je pač Isto zima, jaz. ne, ni treba biti skozi v kratkih hlačah pa kratkih rokavih. Meni je 24 preveč, čist preveč. To, kar imajo eni za standard. Antiša, ti se mi zdiš mečkam bolj zmrzena ptička. Nisem. Je pa res, da sem ugotovil z leti, tole lokacija, kjer pretežni del časa živim, ne, je zelo, zelo, zelo pregreta in sem ugotovil, da z leti se tega navadiš in potem te marsikot te zebe. Ko prideš komu na obisk in potem te kar naenkrat zeb začne, pa tako, recimo 10 let nazaj te ni, zdaj te pa, ne. Ok, še eno vprašanje. A spite pri odprtem oknu? Zdaj recimo pozim. Zdaj, ki je tako mraz, ne. Jaz ponavadi ja. Pa še niti pod Jaz nulo ponavadi ni ja. šlo. Kako, mislim, 2-3 je zjutraj, kako ne šlo pod nulo? Ne, se jaz enako kot Ne, ti. ampak imamo pa zaprte radiatorje v spalnici, to pa ja. Ok, Spalnici vam po mojem Aljaž, ti si pa manjka tudi bolj vroča, ne? Ne, jaz v resnici v Ljubljani spim pri zaprtem oknu, zato ker gledam na remizo in je že tako dosti džumbosa od 3 zjutraj naprej, tako da je pač iz zvočnih razlogov. Drugače, kle je pa, kot ti rekel, veš, v luksu zrak ni najboljši, ne? In je v resnici vprašanje, kaj not spustiš pozim, ker pač pol vsi kurijo okoli Ok, više manje pol tim zaprta okna. Z izjemo mene. Ja. Z izjemo tebe, tako. Tako, jaz sem na pol, tako, no, jaz sem na pol. Ja, ne, jaz sem pa kar tako, kot Andraž, lepo zaprt, da je toplo. No, mislim, ko bo enkrat spet 10, ne, bo to odprt čez noč. Recimo tako, na kipku, kar se Na kip, reče. Oziroma na Ventus, kip. kot rečejo temu na Primorskem. Drugač pa Aljaž, Izvoli. iskrene čestitke za zmago v 5. krogu Politbizarke. Hvala, zahvaljujem se akademiji. Tvoj predlog Slovensko tež društvo je prejelo debelih 46% glasov. Za tabo se je s 25% so se uvrstili prireditelji zdravstvenega posveta, 23 Ropo banki in na koncu je pri 6% podcast Mimikrija. Ampak evo, čestitam za prvo zmago v sezoni. Hvala. Ne. Kako že, potrudili se bomo, da bo teh uspehov še več, ne, sploh v drugem teku, da ne bom pojavil vrat številka 13. In evo, naučili smo se tudi, ne, kaj, da ni mimikrija, ampak je mimikrija, tako da vsi smo neki pridobili. Zmagal si na kriteriju prvega snega v Zeldnu, kot se temu v športnem žargonu reče, Aljaž. Kako ponovi? Daj še enkrat. Kriterij prvega snega, ne, se včasih Ja, kriterij prvega snega so bile te dirke. Zdaj so tradicionalno že počasi v Zeldnu, ko pa je recimo resnično blondno veselje zmagovalo, pa ne vem, kaj je bil kriterij. Mogoče je bil Val d'Isère, ne vem. Piancavalo, veš? Piancavalo, ja. To je bila točka v sezoni, ko sta bila Stenmark in Križaj še imela še približno isto izhodišče, ne, in se je dal še kaj narediti. Dobro, pa pojmo s špicom, ko imamo en zajeten dosje pol na lagerju. Pred nami je častna naloga. Najtežje funkcije v politiki biti predsednik Socialnih demokratov. Milan Kučan, Janez Zemljarič, Janez Stanovnik, Franc Šetinc. Pa povedala, da za vsako ceno in vedno vlade podpirala ne bo. Srečno Slovenija, če zbori vzame. Sam ocenjujem, da je seveda najprej potrebno narediti domačo nalogo. Da smo na akademiji, kot da gre to za neke teoretske razprave. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov.
Brez nervoze, gospa, brez nervoze, kar umirjeno. In ta zajeten dosje je gigapaket o petelinjih nakupih gnoja. V podkastu LDGD, podkastu, ki ničesar ne jemlje preveč resno, še zlasti pa ne politike. Predvsem pa nikogar ne podcenjuje. Predvsem pa nikogar ne podcenjuje, je rekel eden od sodelujočih. Vaši gostitelji smo Nataša Briški, Metina Lista, Antiša Korljan, privatnik, Andraž Zorko Valikon in Muamem, Aljaž Pengov, bitenc.pengovski.com. In na začetku takoj, hvala lepa za predloge, kaj naj vsebinsko obdelujemo, in za vaša zelo prijazna sporočila. Katarina, med drugim, hvala za prijazen mail, in za vaše radodarne investicije, in v ustvarjanju vsebin na Metini listi in za posebej tudi LDGD. Tako da res hvala lepa tudi za ocene pri vaših podcast ponudnikih. Ob teh zahvalah, Nataša, bi jaz vzel samo sekundo in bi pozdravil našo poslušalko Mojco, ki me je včeraj vprašala, a jutri boste? Mojca, smo, delamo in bomo. In hvala za tvoje poslušanje. Mi vedno jutri smo, to je tako, kot napis, preden dosežeš lubnik. Jutri pijača zastonj. Pa zmeraj je jutri, ne? Zmeraj je jutri, ne. Ok, ajde, gigapaket. Imamo ta mlatenja med predsednico in premierjem in najnovejša novica, tik preden smo začeli s snemanjem. Novica o tem, da Mandatno-volilna komisija predloga predsednice za rop v Banki Slovenije, novi guverner, ni podprla. Zdaj, glasovanje bo tako, točno, stave, a ne, Andraž, daj nas spomni, kaj smo rekli. Prejšnjo epizodo se bodo zveste poslušalke in poslušalci spomnili, je bila naša Štefi zelo gamblersko razpoložena in nas je sprovocirala ne eni, k dvema stavama. In prva je bila natanko ta, ali bo šel rop skozi. In Nataša in Aljaž sta bila nagnjena bolj v smer, da ja. Jaz sem pa analitično pripomnil, da pa jaz pa mislim, da ne. Tudi pojasnil, zakaj ne. In vztrajam pri tej stavi. Ja, ker glasovanje bo namreč naslednji teden naj bi bilo, začne se v ponedeljek seja, da gre predlog čez, potrebuje 46 glasov poslancev in poslank, ki so v Mandatno-volilni komisiji, samo en glas je bil, mislim, da manjšinc en. Tako je, madžarski. Je glasoval za Antona Ropa, sicer pa opozicija in koalicija konkretno proti. Ampak kot rečeno, naslednji teden se glasuje, glasovanje bo anonimno, tako da bomo kmalu vedeli, ali bo šlo čez ali ne. Kakšne pa imamo mnenja okoli tega? Gre to zdaj za merjenje mišic ali pač, lejte, mi smo predlagali, naš predlog je gospa Jazbec, to ali nič. Jaz bi Recimo Andraž. Jaz sem hotel reči, da bi lahko opozicijo, koalicijo v tem primeru pa morda še kakšno drugem poimenovali kar kot veliko koalicijo nesojenega referenduma, ki bo očitno poleg referenduma udarila tudi ropa. Kakšno imamo mnenje o tem, da ne bo šel skozi ali da bo šel skozi? Mislim, to zdaj, ta nova runda se mi zdi, pa se bomo pol prijeli tudi tega bika za roge in sicer vabila okrog predsednika Kitajske. Jaz bom nadaljeval tem, kar sem v prejšnji epizodi nehal. Jaz sem rekel, da se mi zdi, da je koalicija navkljub temu, da deluje zelo trdno navzven, v zadnjem času opažam, da ima zelo usklajene izjave, nobenih trenj ni videti, zelo odločno delujejo kot enotna koalicija, so pa hkrati seveda tudi bili precej na udaru po referendumu, rejtingi so, kjer so, to smo spremljali verjetno zadnji teden, nobenemu ne kaže preveč dober. Čeprav recimo v gibanju rejtingi padajo, pa ne rastejo ne SD-ju, ne Levici. Tako da sem že zadnjič rekel, da je to ena priložnost, da malo pokažejo svoje mišice s tem glasovanjem. Večkrat narodno bo seveda, ker se bojo dosti očitno pridružili tudi glasovi iz opozicije in smo spet pri tistih 80 glasovih proti referendumu, ki so se ga najprej zmenili narediti. Veliko vprašanje seveda pa, kaj pa potem sledi, a se bo potem pa predsednica zamislila na tem, zakaj ni upoštevala predloga, ki ga je koalicija soglasno podprla in ji tudi povedala, da ga podpira, torej da jo podpira.
in bo pristala na to, ali bo šla še naprej. Tokrat pa že potem malo lahko rečemo svojo glavo naprej. A ne? V vsakem primeru bi bilo zelo dobro, da se čim prej zmenijo, ker še en neuspel poskus s kandidatom, ki ni Jazbec, ne, bi pa že kar precej nemira vnesel, verjetno. In po mojem mnenju, če se to zgodi, je pa to tudi jasen pokazatelj, da imamo resne spopade levo od sredine v luči prihajajočih volitev. Antiša, kaj pa ti misliš? Sicer so se trudili in kabinet predsednice in premijeja države, spet smo se srečali, stanje je normalno in podobno, ampak kaj misliš najprej tole okrog ropa? Ja, cvetajo nam ruže, ne? To je bilo sporočilo, po srečanju med predsednikoma oziroma predsednico in predsednikom, kar je brez veze, po mojem. To se je naredila ena predstava, še za jaz si nista vzela, ne. Nista imela kakšnega zajtrka? Ne, ni bilo, kafe? ne, je bilo, mislim, lahko, da je bila, ne vem, voda, sok, Coca-Cola, kar na letalih včasih, ne. Pa kakšen keks, ja. Ja, ampak ne, hočem reči, ne, zdaj, jaz mislim, da gre za eno tako kar precejšnje podcenjevanje tistih, ki smo na tej strani, ki smo, se pravi, naslovniki teh sporočil, ne, ker kaj, zdaj mi prepričani smo, da zdaj sta pa onedva zgladila vsa nesoglasja in vse spore in kaj, mislim, Hočeš reči, da ne verjameš, le zdaj starejši, ki si, manj verjameš. Ja, vem, ne, jaz sem najstarejši v tej zasedbi, tako da verjemte me. Ne, ampak hočem reči, to je... Starosta, ja. Evo, starosta je, ja. Spet na glas. Sve je v redu, samo ta jebe na glasak. Na glasak me mal jebe, vem, ja. Jebe, ja. Ne, hočem reči, da, potem, ko imaš ti serijo nekih potez z ene ali druge strani, ki kažejo, da gledamo, kako bomo prehiteli ali pa okrog prinesli drugo stran in tako naprej, ne. Potem se pa dva dobita in potem gre sporočilo iz kabinetov, vse je super, usklajeni smo, ne skrbite, delamo, ne, 24 ur na dan. To je tako malo, mislim, kdor verjame, ne verjame, jaz pač ne verjamem in imam tudi, se mi zdi, dobre razloge za to. Bi pa samo še, Andraž, če sem te jaz prav razumel, ti nekako si rekel, da je neko poenotenje koalicija, sem te prav razumel, da dajo enotna sporočila ven. Ja, zelo enotno nastopajo zadnje čase. Ja, pol če imaš, ampak če imaš pa recimo priložnost se pogovarjati s kom, ki je od znotraj, ne, je pa ne bi mogli bolj zavijati z očmi, kaj delajo unita drugi. Tako da tukaj je... Mislim, zdaj, ko oni počnejo... Tudi to je privitno. Izven oči javnosti, ne, je v resnici dosti nepomembno v tem primeru, ne, ker tle gre pa za percepcijo javnosti, kako koalicija funkcionira. Če so se vsaj okrog tega poenotili, da navzven delujejo enotno, je to tudi že veliko. Jaz ne vem, kakšne informacije ti imaš, ne, očitno imaš neke vire, ne, pa sej, ne, normalno, se so tri stranke, jasno, da imajo vsak svoje mnenje, pa da se verjetno v svojih prostorih malo drugače pogovarjajo o svojih koalicijskih partnerjih, kakor to zgleda navzven. To se mi zdi čist normalno, da tako rečemo. Ne. Ja. Pa tudi tale, jaz mislim tudi ta recimo korak nazaj v zvezi z obračunavanjem omrežnine, ne. Jaz mislim, da to ni šlo tako gladko, mislim, da je bilo tukaj kar nekaj prepiranja, slabe vole, tudi na medstrankarski ravni, zato da so se potem uskladili, da mogoče jim pa ta stvar lahko ipak bolj škoduje kot koristi in so zato naredili korak nazaj, ne. Zdaj, kot jaz razumem, zaenkrat to funkcionira na nivoju predloga, še ni dokončno dejstvo, ampak če predsednik vlade reče, ki je izvežban v energetskih temah, ne, dajmo stopiti en korak nazaj, pol jaz sklepam, da je to samo vprašanje časa, kdaj bo to obveljalo, ne. Čak, dajmo še malo stati pri ropu. Imaš ti mogoče še, Aljaž, kakšno misel okoli toga? Ja, prvič, da, ne, kot si ti uvodoma povedala, še ni konec, glasovanje je tajno. Meni je zanimivo, da je Levica tista, ki je najprej rekla, da oni pač vztrajajo pri Saši Jazbec, pa kar bo, pa bo. Tako da, ne vem.
Tudi nisem Mislim, veš, kaj se jaz- ampak tudi nisem čist prepričan, veš, da to, kar je Andraž rekel, da drži, da če bojo pa še v drugo zavrnili predsedničnega kandidata, ne, kdorkoli to že bo, če bo treba še enega predlagati, seveda, ne, da bi pa to pomenilo zdaj pa nek open warfare na levi, ker oprosti, kakšno pa je stanje na levi sicer, ne, pač krožni strelski vod je osnovni manever politične levice, vsaj v Sloveniji, tako da tukaj pač nekih hudih sprememb ne bi bilo. Tisto, kar je meni vendarle vam pameti, pa to se ponavljam pa jaz od zadnjič, da kako lahko pri tako eminentnem kandidatu, pa meni je jasno, da seveda opozicija ni mogla glasovati proti, mislim, za Toneta Ropa, ampak da SD recimo ni mogla glasovati za Toneta Ropa, ki je bil svoj čas njihov član, pol, ko je LDS razpadla. Ja, mislim pa tako, pa se pa čudimo, zakaj v tej državi nihče noče se kakorkoli izpostaviti, če se že ljudmi, ki dihajo politiko, imajo politiko v krvi, če z njimi tako počnemo, zato ker nam ne pašejo zaradi nekih dnevno političnih predrkavanj. No, pa si to je zanimivo, ne? To je Evrope član SD-ja, ne? Saj ne vem, če je še član ali ni, ne vem. Ja, Vem, da je bil. Ne? Bil je, a ne? Ja. Ne vemo, a je, dobro. Ja, tako, Ne. ja. Ampak definitivno njihov človek, a veš, tako. Pa bivši premier, pa vse. In oni rečejo, ne, mi smo se za enega drugega zmenili. Pa pet okurac. Ja, ampak Mislim, to meni spet je kaže to- to, kar sem prej rekel, ne, na poenotenje koalicije, ki gre mimo tega partikularnega, v tem primeru interesa SD, da bi podprl, kot praviš, njihovega človeka. Ne. Mene, ki me seveda zanimajo komuniciranje, mi je tudi tole zanimivo. Antiša, ti si govoril o teh predstavah za javnost, pa kdo še temu verjame. Ne? Ko vidiš, da stvari ne štimajo, pa grejo pred mikrofon, pa ja, so se dobila, normalno komuniciramo, pride kakšen bumper, ampak to je pa to. Ker se mi zdi, da ljudem tudi pregorevajo živci in da tudi ljudje vse bolj to vidijo, pa se sprašujem pol, pa zakaj pa ne reči? Zakaj mislijo, da je boljš reči, saj se razumemo, čeprav noben temu ne verjame, zakaj pa ne reči, glejte, odnosi niso najboljši, se trudimo, ampak bomo videli, kam bo to prišlo. Kaj misliš, zakaj ne rečejo tega? Zaradi tega, ker je prvo naslednje vprašanje, je, katere točke so pa tiste, ki vaju najbolj razdvajajo. Je pa se klele je zdaj imenovanje, recimo konkretna točka, kjer očitno niso skupaj. Oni so želeli jazbec, ona je rekla rob. Kaj pa bomo pa videli, ne? Ja, ali Ampak, pa a recimo, veš. a veš, mislim, tako vprašanje te porine v situacijo, da boš rekel, zato ker nisem zadovoljen s tem, koga si je predsednica zbrala za svetovalko. Mislim, da Odpadnico se iz mojega kroga. Mislim, kjer čisto lepo se da razložiti, drugačne poglede ki mu imamo. ni vseeno za svojo prihodnost, bi ta stavek bil sposoben izreči. Po mojem nihče. Ker se s tem Jaz mislim- diskvalificira, a veš tako. Ma jaz mislim, če bi bili bolj odkriti okrog tega, bi jih ljudje raje imeli. Če smo že prejšnjič imeli, manj, ko boste kradli, raje vas bomo imeli. Bolj, ko boste iskreni, raje vas bomo A imeli. veš, da klepa nisem prepričan, zato ker seveda iskreni odgovor je to, kar spet ne, se ponavljamo od zadnjič, da gre za pissing contest. Enostavno, a veš, tudi vprašanje funkcij tukaj je, ne, ker predsednica države ima relativno veliko specifično težo, ima pa formalno malo pooblastil. In zdaj se kle noter, ne, se gre v resnici en drugemu disciplinirata kičmu, in se dejansko gresta po vuci potegni do te točke, pač, kdo bo v tej rundi zmagal. Ker v končni fazi, a veš, je pa tako, ne, da je guverner centralne banke zgolj eden od 18 ali 19, koliko je zdaj članic evra, ni zdaj on bogi batena, ki bo lastnoročno določil fiskalno politiko te države, je pa pač pomembna funkcija. Ne? In to mene ta del me jezi. A veš, da ona dva nista sposobna reči, v redu, dajmo, pač se ne razumeva, ampak dajmo se mi zdaj tlele usesti in ugotoviti, kaj je, pa ne glih rečeno za državo najboljše, ampak kaj bo vsaj najmanj škode naredilo. Bravo, politolog v tebi se je zbudil. Politik v njemu se je Okej, zbudil. pojmo nazaj na realna tla. Kuka Iz Karel teorije. Erjavec, ki nagovarja, a ste slišali izjavo, koga nagovarja njegova stranka? Koga? Vse, ki jih skrbi prihodnost Slovenije. Zajel bo dejansko vse s tem. Ja, a ne.
No, če smo že pri tem pissing contestu, ker smo imeli spet novo rundo, ne, pa dajmo malo kakšno reči okrog tega vabila kitajskemu predsedniku, ker se zdi nova runda obračunavanja med obema. Skratka, na hitro, da ponovim, predsednica države je na obisk v Slovenijo povabila kitajskega predsednika, ki v Sloveniji sploh še ni bil. Ne ta, ki je aktualen, ne noben prejšnji. V luft so skočili v kabinetu vlade in celo na tiskovni konferenci je zunanje politični svetovalec premierja Vojko Volk kar precejšen halo naredil. Kakšno imamo pa mnenje okrog tega? Antiša recimo najprej. Temu bi se gotovo veljalo izogniti, ne? In temu bi se lahko izognili, če bi bila ta tema na mizi katerega od njunih tako pogostih pogovorov. Ne? Predsednik vlade je rekel, midva sva non-stop v stiku, prejšnji teden sva se pogovarjala po telefonu, skratka, pogovarjata se non-stop, kaj ne da. Očitno se ne, ker to je tema, ki jo, če deluješ v dobri veri, jo daš na mizo. Posluši Robi, posluši Nataša, mogoče pa caj, da povabimo Kitajca na obisk v Slovenijo, deva to skupaj speljati, kako si razdeliva, kdo bo, kdo ne bo in tako naprej. Ne? Tako je pa po mojem, moj vtis je, jaz moram reči tako, no, jaz natančnih protokolov v takih primerih ne poznam. Si pa mislim, da bi se o tem dalo pogovoriti in poslati tako, kot je uveljavljeno oziroma kot velevajo bodi si zakonodaja, bodi si dobre navade na tem področju. Ne. Tukaj se mi zdi, da smo predvsem, ne, da smo izpadli mal neresna država oziroma vprašanje tudi, kako bo Ši to sprejel, če je že sprejel ali bo sprejel in tako naprej. Ne. Je pa to stvar, ki spet ne, z vidika tega neke normalizacije stikov med dvema kabinetoma oziroma dvema nosilcema pomembnih funkcij ni najboljša. To ni ok. No pa sej Nataša in Aljaž konec koncev, da sta v zunanji politiki, se mi zdi predvsej bolj domača, kot mi z Antišem. A ni to že bilo kdaj prej, to vprašanje, kdo pravzaprav vodi zunanjo politiko v tej državi, ker imamo vedno več kandidatov. Ne? Zdaj imamo zunanjo ministrico, imamo predsednika vlade, ki hodi okrog, zelo veliko je hodil okrog v zadnje čase, in predsednica na drugi strani z svetovalcem za, kako se mu natanko reče, Vojko Volk je, kaj točno? Svetovalec za mednarodno politiko, ne? V katerem pa tudi zelo veliko imamo slišimo. Imamo še Zlatkota Šabiča, ne? Tudi. Pa še ne parnih, ampak o njem se recimo zelo veliko govori in sliši zadnje čase, ne, o tem Vojko Volku. Tudi mi smo ga, Vojko Volku, smo ga tudi mi omenjali že ene parkrat, ne, to je nekaj novega, ne, ampak to, da pa pride do nekega prerekanja, kdo je zdaj tle, tisti, ki mora kaj narediti, ne, pa ni nova stvar, ne, kar se tiče zunanje politike, ne. Mislim, pristojnost zunanje politike je na vladi Republike Slovenije. Dobar, Čakaj, sama. Zdaj sem si odprla, kaj ustava Republike Slovenije piše pod pristojnosti predsednika republike. Hkrati pa moramo vedeti, da državo navzven zastopa predsednik oziroma tako, predsednica. Nisem še končala, ja. Ja. V 107. členu so pristojnosti predsednice naslednje. Razpisuje volitve v državni zbor, razglaša zakone, imenuje državne funkcionarje, postavlja in odpoklicuje veleposlanike in poslanike republike, pa sprejema poverilna pisma tujih diplomatskih predstavnikov, izdaja listine o ratifikaciji, odloča o pomilostitvah, podeljuje odlikovanja in častne naslove in opravlja druge zadeve določene z ustavo. Druge zadeve, evo tle smo, druge zadeve. Ne, nismo. No, zdaj na tiskovni konferenci je svetovalec Volk imel pripombe, češ da se to dela v sodelovanju, takšna vabila, in je na to kar precej ostro tiskovko imel, kar se je meni zdelo še kar slabo. Antiša, tako kot si ti rekel, ne, to se ne dela na tak način, da se skliče tiskovko in se te stvari govori. Ne. Pričemer je Vojko Volk verziran diplomat.
Rim, Zagreb, Pričemer on je je- bil na pomembnih mestih ambasador, ne? Pričemer, ja, ko rečemo pomembna On mesta, točno ve, ne, kaj ja, kaj ne. glede na to, kar si rekel, ne, glede na to, kako dela, zgleda, da gre za izjave enega first-timerja ali pa bruca, ki čaka, da ga pred prvim letnikom malo našeškajo. Mogoče je celo, da kilometrina v soseščini, ker on širše ni delal, ne, kilometrina v soseščini mogoče ni dovolj, pa da je za globalen pogled treba malo dlje iti od Zagreba ali pa Italije, ne. No, ampak veš, Ker je zelo tako ja. deluje ne, na osebni ravni. On je recimo imel te dni na N1, sem brala, ali naj se Slovenija obrne, kam naj se Slovenija obrne, je bil naslov, in on h Kitajski zagotovo ne. No, Zdaj, diplomat mora gojiti odnose z vsemi, ne. Zdaj pa samo še, da predsednico noter pripeljem, ona pa seveda predstavlja Slovenijo tudi navzven in tudi ni verjetno prvi primer, da je nekoga povabila. Oni so rekli iz urada predsednice, da so to naredili v sodelovanju z MZZ-jem, je bil, če se prav spomnim, press release, iz MZZ-ja je bil pa odgovor, ne, nas so samo obvestili o dejstvu. Tako da tlele neke stvari ne štimajo, no, ne. evo, no, sej si mislim, da sta že povedala v bistvu, kje je pač bistvo, ne. Eno je, da predsednica predstavlja državo navzven. Drugo pa seveda je, da imamo mi v resnici ne enega, ampak 3 centre zunanje politike v Sloveniji, zunanjo ministrico, predsednico države in premierja s svojim kabinetom. To ni lastno samo trenutni situaciji, to je od nekdaj tako bilo. Ne. In ta, a veš, fora, ne, da seveda lahko predsednica povabi kogarkoli hoče. Ampak eno je, če ti povabiš, ne vem, predsednika Slovaške ali pa, ne vem, predsednika, kaj pa vem, Ekvadorja, ne? Drugo pa je, če ti povabiš predsednika jedrske, oziroma avtokratskega voditelja, ne? Predsednika jedrske supersile, ki je eden od 2 do 3 centrov geopolitične moči ta hip na svetu. To pa ni nekaj, kar narediš mimogrede takoj po kosilu, ampak o tem bi se bilo pa vendarle fino pogovoriti. In če sem prej predsednico nekako na pol vzel v bran glede ropa, ne, je pa tukaj, se mi zdi pa vendarle, to pa na drugi strani majčkeno preveč solersko in neodgovorno, ker Kitajska je eden od akterjev na svetovnem odru, ki brez težav in z lahkoto in takoj izkorišča notranje politične razprtije v katerikoli državi, ne glede na to, je velika ali majhna, zato da dosega svoje geopolitične in druge cilje. Ne? In kaj boljšega je z kitajskega vidika, kot imeti še eno notranje skregano državo EU. Veš, kaj bi še tle izpostavil, ne? Primer kitajskega predsednika ni primer predsednice, kot je v Sloveniji, ki ima zelo omejena pooblastila oziroma moč. A ne? On je predsednik na ravni to, kot je predsednik Trump v ZDA, bodoči, ali pa Macron v Franciji. In jaz ne vidim pravega smisla, da nekdo s tako omejeno močjo in pooblastili vabi nekoga, ki ima bistveno večjo moč v državi, s katere prihaja. Mislim, a veš, imamo en lepo paralelo v Evropi. A ne? Jaz bi razumel, da Nataša Pirc Musar povabi na obisk predsednika Nemčije, ki ima zelo podobno funkcijo kot ona v Sloveniji. Ampak bi pa pričakoval, da bo pa predsednika vlade, zaenkrat še Šolca, bi pa povabil premier Golob. Ja. Tle je to neskladje, ki ga jaz vidim, ki buta ven. Ok, kle mogoče malo mešaš zdaj stvari po protokolu, ne? Ker, kot si rekel, predsednika, premier kanclerja, ne? Ampak tam pa je, kakorkoli obrneš, na te, kakšno funkcijo šima, ga mora povabiti predsednica, ker je nominalno gre za isto funkcijo. Kar se tiče nekega protokola, ampak v smislu, kaj se pa lahko ti zmeniš z njim, se pa ona ne more nič zmeniti. Andrej v tem pogledu kar prav. Ne moreš delati tega mimo premierja, ne? Tako, to sem pa rekel, treba se izmeniti, sploh za tak kaliber, ne? To je škoda, veš, da na tako velikem odru pol gledamo ta displej njunega osebnega rivalstva, ne za vabilo eno predsedniku nepomembne države, ampak glih 3 vele sile imamo na svetu, ne. In zdaj se mi na velikem odru med sabo prčkamo, kdo je koga povabil in kdo je bil obveščen, ko je jasno, da bi to moglo biti, mislim,
malo usklajeno. A se zdi, da je, ker te predsedničine pristojnosti so zelo omejene. Jaz mislim, da smo že večkrat se sicer nismo strinjali okrog tega, ampak jaz mislim, da bi absolutno mogla imeti večje. Mislim tudi, da bi mogli imeti rezidenco, tudi o tem se je debatiralo zadnje dni, ne. Tlele mislim, da smo se celo strinjali pri rezidenci, pri pristojnostih ne. Ampak kaj hočete reči, da je malo precenila, da lahko odloča več kot o zavesah? Pa po mojem ne gre za predsednika, po mojem gre za V narekovaju seveda več kot o zavesah. Ja, v smislu, no daj, pa da vidim, kaj boš naredil. A veš, to izziva ga, ne da je predsednika svojo pozicijo, ampak izziva premierja in v bistvu na ta način spet ne, hoče zamejiti njegov domet, je pa to pač it's a toss-up, ne, tukaj ni zdaj reči, kdo bo prav bo imel tisti, ki bo v končni fazi dosegel svoje, tako. A je to kaj Ampak, a povezano veste, po gre vašem pa- mnenju, prosti Antiša, s tem, kar smo govorili uvodoma v epizodi, se pravi, a se to dvoje povezuje? Podobno kot hočeš reči rob, pa banka. Seveda, ne, na eni strani Ja, ta slutna, ja. da bo rob zavrnjen, ki njen predlog, in potem je strčala s tem. Mislim, da je to A ja, neko merjenje, to pa- merjenje moči. To pa ne vem, ker po mojem je Pissing tisto vabilo contest, tudi že malo skratka. starejše. No, ampak v Ja. vsakem primeru pa očitno je posledica to dogajanje, posledica res ne dobrih odnosov med njima in kabinetoma očitno. In mogoče mečken, bom tako uporabil ta izraz, mogoče pomankanje šlifa. Ko igra za a raju. veste, Ja, tako ja, ne, zanemaruje taktiko. Ne. Završiš Je kariero. tako, a veste, mi smo že imeli, v tej državi smo mi že imeli to vrstna rivalstva. V bistvu ves čas, zgodovina te države je prepletena z zgodovino rivalstev na različnih nivojih, ko so si različno ambiciozni ljudje želeli imeti večjo vlogo v zunanji politiki te države. Jaz moram spomniti na recimo Kučan ni bil zadovoljen, da je Drnovšek kot predsednik vlade imel tako močne ambicije in si je zunanjo politiko države majčkeno prisvojil. Ne. Hkrati je v tistem obdobju imel zelo močne ambicije in tudi, bi rekel, pojavnost na mednarodni sceni. Nekoč se mu je reklo večni zunanji minister te države, to je bil Dimitrij Rupel. Ne. Ampak takrat so te stvari tudi po zaslugi manjšega števila medijev, ker danes vemo, ne, vsak od nas je lahko medij, če ne drugje pa na Twitterju. Te stvari in te interpretacije dogajanja so prihajale manj v javnost. Danes prihaja v javnost res v bistvu vse, kar se dogaja, ali pa kar se nekomu zdi, ali pa kar si nekdo zmisli. Ne, to tudi moramo reči. Ne. To je ena stvar. Druga stvar, ki sem jo hotel reči, je mogoče v bran Vojkotu Volku. Vojko Volk razmišlja, jaz sem imel enkrat priložnost biti z njim na kosilu, še 3 smo bili, no, skratka, ko je bil on v Trstu diplomat. On razmišlja zelo na široko, on razmišlja zelo globalno. Deloval je v tem sosedskem, si rekla Nataša, okolju, ampak razmišlja zelo na široko. To mu je treba priznati. Tudi tisti zapisi, ki jih je objavljal občasno, ne vem, če še v Sobotni prilogi, so se meni vedno zdeli zanimivi in vredni branja. To je druga stvar. Tretja stvar pa tole šlamastiko okrog vabila kitajskemu predsedniku bi se dalo speljati v idealnih razmerah bistveno drugače. Ne. Sasvim slučajno bi se recimo lahko nekdo s Xijem srečal v New Yorku, kjer je bila ravno kar, da tako rečem, generalna skupščina, mu takrat preko prevajalca rečeš, pa pridite, ne, dovolite, da vas povabim, ne, mogoče si jaz to naivno predstavljam, in potem s tem izvršenim dejstvom, ki se je povsem slučajno zgodilo in ti nisi mogel drugače, kot da ga povabiš, prideš v domovino in rečeš, poslušaj, nekaj sva se menila, kaj pa če zdaj mi to tudi formalno izpeljemo. Ampak ne, seveda, ne, mi to, kot rečeno, ne, mi peljemo to po slovensko in samo še ena stvar je tukaj, ne, tukaj se mi utrinja, kako se reče, primerjava z dogajanjem, ki je bilo meni neroden, ne, ko je v Slovenijo prvič prišel, zdaj pa ne vem, a Bill Clinton ali potem, ko sta prišla Bush pa Putin in je bila tista slavnostna večerja in smo se 2 tedna ukvarjali s tem, ali bodo na tej slavnostni večerji
slavnostno večerjo povabljeni tudi predstavniki opozicije. A se vi spomnite te zgodbe? Ja. Mhm, Se mhm. spomnite? S Clintonom je bilo, ja. S Clintonom. In takrat se je Janez Janša in krog okrog njega so se dobesedno usilili na tisto večerjo, z razlogov, jaz se niti ne spomnim, argumentacije, mislim pač, radi so bili hoteli so biti zraven, ne? Ampak po nekem razumevanju tovrstnih protokolarnih dogodkov se mi zdi, da pač, če je tista slavnostna večerja, da so predstavniki oblasti in bi to morali zadostovati. Takrat je v Ljubljani zmanjkalo smokingov pa večernih toalet, kdo je vse hotel biti na tisti večerji. Ja, res, no. Ja, poznamo to, ja. Smokingov ali frakov ali že česa se ni dobilo, zaradi tega, ker so si vsi leteli to potem sposojati. Tako, ja. Mene nekaj drugega to še spominja. Ne? Prvič na predrekavanje med Tonetom Ropom, danes očitno večkrat omenjenim, in Janezom Drnovškom o tem, kdo bo podpisal pristopno pogodbo o Evropski uniji. Grozno. Ne? In je bila Slovenija, mislim, da je edina, ki sta bila tako predsednik kot premier, ki sta jo podpisala, ali pa ena redkih. No? Za takrat 2004 v Atenah pa nekaj drugega, ne? Kar je mogoče pa vendarle razlika, Antiša, od te primerjave med Kučanom in Drnovškom. Ne? Ona dva sta bila oba profesionalca, s težko kilometrino na tisti točki že. Tukaj, Pirec Musar in Golob sta pa dva naturščika. In je vse skupaj še tako bolj gmajn pa abotno zgleda, ne? Ker jaz... Abotno. Ne vem, če Nataša, veš. Abotno. Ne bi trdil, ampak ja, ok. Od kdaj je benti? Slovnični kotiček. Jaz bom v tem primeru modro tiho. Ti bod tih, ja. No, skratka, hočem reči, veš, jaz sem prepričan, da se kitajski veleposlanik z veseljem zdaj piše depeše v Peking in poroča o tem, kako je politični vrh te države skregan zdaj tudi po pitanju tega, ali bo tovariši povabljen ali ne, in dajmo mi tlele še malo priliti olje na ogenj, gotovo najdemo način. To je brez dvoma veselica. Ja, glede sam to Antiše globalnosti razmišljanja, mislim, diplomat, kam naj se Slovenija obrne, ali Slovenija, pa da rečeš Kitajski zagotovo ne, to vrstne izjave z globalnostjo, s širino, z odprtostjo, sploh pa s položajem v svetu trenutno, ne vem, če... Lahko podelim tudi eno majhno podrobnost, da na tistem kosilu v Trstu je imel zelo močne razloge, zakaj treba biti v zvezi s Kitajsko v Evropi močno previden. To ne pravim, da ni treba biti previden, ampak eno je diplomacija, drugo je pa ne. Ja, ampak sej se lahko strinjam. No, ja. Čakaj, kaj si še, Aljaž, nič, to si povedal? Ja, veš, na kaj pa mene spominja to, kar je? Se spomnimo en let nazaj, 20-letnica članstva v EU in NATO, ko smo se, tista velika proslava pred parlamentom vzunaj, kdo bo lahko, pa kdo ne, pa koliko se je Janša zelo prizadel. Glih takrat je na oblast prišel, a veš, in so takoj odsekali ljudi, ene, ki so pa bili pomembni v tem procesu. A to je tisti, ki je šel pol Kučan rajš na Prešern na ja, kongresni ta trg. deljenja, pa vsak svoja proslava in podobno pol, ja. Cel paket je bil zelo hecen. Ok, nič, pa smo pa tole končali in sam to bi omenila, da vmes, ko se nismo slišali, je bilo zaslišanje Marte Kos, ne? Ona je bila po 3-urnem zaslišanju, so jo predstavniki političnih skupin v tistem odboru potrdili, podprli. Zdaj naslednji koraki so, da 19 od 26 kandidatov je zaenkrat dobilo zeleno luč, do 28. tega meseca morajo glasovati za komplet, če želijo štartati 1. decembra, kar je, mislim, da predsednica rekla, ne? Ja, tako, ja. Zdaj, če to bo, pa še vidimo, ne? To je to, spremljamo izstope iz SDS-a, to soboto ima Logar ustanovni kongres Demokrati, konec meseca so zbrali 200 podpisov, evo še tvoj Erjavec, tvoj od Aljaža, ne? Alo, kot to misliš moj, kaj je to? Pol pa tudi SLS je med tem v svojem svetu in se sestavlja, drugo pa, kaj, bi še želel kdo kaj dodati, gremo na politbizarko? Ja, ne vem, se imamo, z lahkoto.
A Ne, smo že cajt tam? je. A smo že tam? Seveda smo. Cajt je. Kaj pa še ena padla reforma, v tem primeru obrežnin? Bila omenjena. Dobro, A je bila to ni omenjena? glih Smo jo- reforma, ne? To je treba dodati, ne? Kako to Okej. misliš padla? Pa kako misliš Ja, ne padla, vem. ja? Ja. Če so naredili korak nazaj, Nataša. Sem prej o tem govoril. A so ga res? Padlo ni zaenkrat še nič. Ja. Danes, ko to snemamo, Ne vem, ja. Pa kaj, moram debatirajo ponoviti, na kar sem odboru. Odbor V tej fazi je Državnega to zbora. predlog, v tej fazi je predlog, da se naredi korak nazaj, ki ga je dal tudi predsednik vlade. Ne? Ali je res No, to, ali ni oni res? Ja, seveda je, so ne. sprejeli nek ukrepek, ne? Ni pa še bilo rečenega, ne vem, morda bo, da ta nov sistem, oprostite, ker je dal, mislim, da premier izjavo, da se pač seveda v delovanje Agencije za energijo ne more vpletati. Ampak je pa ogorčen, ne? Pa Ja, res a ne. veš. To Ampak se mi je res zdelo ne. vredno omeniti. Ja, res ne. To pa res Dobro, ne. no, ajde, pejt no s to polit bizarko, ajde. A jaz? Ja, kdo pa? A zdaj le, ta prvi? No, pa ne Kaj sem rabiš, hotel pejt še, Andraž preden ti. gremo na Pejt bizarke? Andraž ti, no. Tukaj si imel naprej Logarjevi oziroma Janševi izstopi, ne? Ki so hkrati Logarjevi pristopi. Zdaj, če prav razumem, je tam pol mariborske podružnice SDS-a pristopilo. Jep. A je? Ta najbolj trdga To je bilo par dni trdga nazaj, SDS-a, ne? Ja, ker so se vsi zgražali na tem, kaj je povzročilo imenovanje Kanglera za vodjo predsednika ali kaj imajo od tega lokalnega odbora. Ampak zdaj pa ena druga narodnost se tle dogaja Logarju. Ne? Jaz sem razumel, ko je Logar več čas govoril stranka, ki bo združevala, ne vem, leve, desne in sploh in ne, ampak to zaenkrat res gleda, pač ena odpadniška SDS divizija, ali kaj ne rečem. Ne. Zdaj se bo res težko znebil občutka, Pa ne oziroma samo to, očitka, Andraž. da je to SDS satelit. A ne. Ne samo to. Če ste brali Delo v tem tednu, Suzana Kos piše o tem, da ima kar težave, da bi ljudje, ki so bili sicer zraven pri platformi sodelovanja, da bi se politično aktivirali in mu kar bolj ko ne, kako se reče, po tekočem traku mu dajo košarce, ne? Se ne želijo izpostaviti. Aha, kdo pa, na primer? Se pravi, Mitja Čander je rekel, da ga to ne zanima. A za Aljo Brglez mislim, da enako velja. Ma zdaj druge skrbi. Tako je, Matej Avbelj mislim, da tudi in Masten tudi. Zdaj ne me držati za besedo, ampak skratka ljudje, ki so bili in te, ki sem jih omenil, so bili kar v prvi vrsti na ustanovitvi platforme, da so kar rekli, da jih to ne zanima. Which reminds me of, ne, ista zgodba se dogaja z Erjavcem. Karlu Erjavcu, kjer je bil tudi pred časom en članek, zdaj se pa ne spomnim kjer se je tudi izkazalo, da imena, s katerimi je on operiral, da so njegovi podporniki, ko so bili vprašani o tem, so rekli Čakaj, to sem pol jaz prav ujela, da je omenil seveda tega Arharja in pa doktorja Damjana, da sta sestavljala program, pol pa gledam včeraj poročila, je izjava, da nista. Tako da se nekaj pa sem zihar narobe prebrala. Ampak ne, očitno je opletel z imeni. Metoda Dragonja, ne? Metod Dragonja je v eni izjavi za ta medij v tem članku rekel, da saj sta se pogovarjala, ampak da je bil njegov odgovor, ne mu pošle, kdo bo zraven in bo potem se tudi na podlagi tega odločil. Skratka, ime za stranko si je izbral optimalno, zaupanje. Ja, seveda. Zaupanje, stranka, ki nihče ne zaupa. Jaz mislim, da se uresničuje tisto, kar smo mi v tem krožku povedali, mogoče 2-3 epizode nazaj, da ta reality check zna biti boleč. Ne? Z zaledjem stranke ti lahko nekaj predstavljaš, ne? Ko greš pa sam to delati, je pa stvar precej drugačna. Kdo je rekel, Brecht rekel, ali kdo, ne, da kaj je rob banke v primerjavi z ustanovitvijo banke ali nekaj podobnega. Ne? To moraš to na to vprašati, ne? Ja, točno to, ne. Skratka, stvari niso tako enostavne, kot se morda iz varnega zavetja ene stranke bolj ali manj etablirane kažejo. Tukaj, kar se SDS-a tiče pa Maribora, ne, a veš, tam že dolgo časa vre, ne, v bistvu low key in to, ne, a veš, da je Dejan Kaloh očitno tako zelo zameri, da on po vsem tem, kar je naredil za partijo, ne, da ni dobil nagrade v obliki mariborske sinekure,
je očitno dovolj dober motivator za to, da je čez vse skupaj naredil križ. In kar seveda mene potem navda z vprašanjem, kako zelo močna je motivacija še kakšnih drugih članov te stranke, ki je drugje po Sloveniji, ne, za zvestobo vodje. Ne. Kangler je pa že sam po sebi toksičen, a veš, da je tako tudi vprašanje, kaj je bila kle sploh matematika pravilna, ki jo je Janša izpeljal. In smo pri bizarki. Ja, in smo pri politbizarki, pa da vam dam malo časa, ker smo že toliko premlevali te omrežnine, pa bom kar jaz nadaljevala, ker bo to konj, na katerega bom jaz v tej rundi stavila. Namreč, torej, smo povedali, da ta agencija za energijo uvaja nov tarifni sistem obračuna omrežnine od 1. oktobra. Mi bomo zdaj na novembrskih položnicah videli, kaj in kako deluje. To obravnava odbor. Vidimo, koliko bo šlo daleč, ampak kar se meni zdi bizarno je, da gre za itak totalno nepregleden in kompliciran sistem, ki so ga slabo skomunicirali in razložili, ker povprečnega človeka, mene, ne zanimajo vse te metodologije, pa intervali in podobno, ampak sam, a bo cenej in kdaj. In kakor sem jih celo uspela poslušati, gospod direktorico, ki vodi agencijo, včeraj na Odmevih pri Tani Starič, da celo za večino utegne biti cenej, ne, ampak to, kar se vali v javnosti, je pa vse kaj drugega. In za češnjo na tej torti, ki je res en sam kaos, je pa premier ogorčen nad delom Agencije za energijo in njenim novim tarifnim sistemom obračuna omrežnine. Zdaj, dajte me popraviti, da jaz že vsaj pol leta na X-u intenzivno poslušam teoretiziranje o tem novem sistemu, pa razburjenje folka in kdaj bom lahko prala. A imam dosti velik bojler, a ga nimam dosti velikega, pol leta že vsaj je to na družbenih omrežjih. Tako da jaz bom to novo zmago lovila s to ubogo omrežnino in tarifami. Po mojem lahko kar predamo zmago, fanta, ne? Sam, Nataša, a si ti na hišnem svetu zdaj dosegla, da lahko po 10 perete? Mi sploh še nismo o tem debatirali, jaz sem zadnjič imela bitko okrog morebitnih polnilnic enkrat v prihodnje za elektroavte. In se ne da, se ne more, se žgejo. Okay. Tudi razmišljati nočemo o tem. Ampak ajde, naslednje, ajde Antiša. Ja, jaz bom pa nominiral poslanca Svobode, Lenarta Žavbija, ki zelo vztrajno v javno razpravo vnaša te partizansko-domobranske teme. Tega se kar ne naveliča. Ne? Jaz mislim, da v tej družbi ipak obstaja širši kontekst, da je ta tema res brez razvojnega potenciala in da gre v bistvu za prvovrstno sestavino nič drugega kot kulturnega boja in da v bistvu en spodoben politik, ne, ki ima kaj povedati od danes in tu teh tem ne načenja. Če ne zaradi drugega, ker bo postal predmet posmeha. No in Lenartu Žavbiju se dogaja točno to, kar se je preveč zagretim partijskim aparatčikom dogajalo recimo sred 80-ih in potem še kasneje. Ne? In se je osmešil. Ne? In v izogib morda kakšnim zelo namernim interpretacijam tega, kar sem rekel, ne, jaz mislim, da je prav, da se politik zavzema za svoje vrednote, da jih zagovarja. Prav je pa tudi, ne, da malo razmisli o tem, kaj bodo njegove izjave unesle v javnost oziroma kakšen odmev bodo imele, pa kaj bomo vsi skupaj na koncu od tega imeli. No, in tukaj se bojim, da je Lenart Žavbi bil majčkeno kratek. Kaj, torej domobranec Lenart? Ali pa partizan Lenart. Okay. Kako to brneš? Ognjeni krst Lenarta Petelinčka. Vsajala je ena partizanska knjiga, ki sem bil jaz mejhan. Ognjeni krst Gregsa Petelinčka, se je rekel. Ok, Petelinček Lenart. Naprej. Moj kandidat za tokratno bizarko je pa prvi premier slovenske države po osamosvojitvi, Lojze Peterle. Začel je obetavno, teden, dva nazaj, ko so ga poprašali, mislim, da je bilo v Tarči ali nekje tam, ali kje že, kako komentira dogajanje na desnici in je rekel, da je preveč petelinov na premajhnem kupu gnoja. Nehote najbrž primerjal slovensko desnico s kupom gnoja, ki je premajhen.
Je predaljeval še bolje, in sicer pred dnevi v Odmevih, ko je prišla v goste k Rozviti pesek, velika priponka SKD-ja, na katero je bil obešen Lojze Peterle, v kateri je povedal, da pa on pravzaprav vse, kar si želi, je ena stranka, 2 deci, kjer bi se lepo ob kozarčku očitno pomenili vse stvari, se malo usedli, malo pogovorili. To se mi zdelo res simpatično, zabavno. Po drugi strani pa vendarle gre za upokojenega politika, očitno še ne, prvega predsednika vlade, evropskega poslanca in tako naprej. Jaz mislim, da pa vse ne, da ta nivo debate mečkam bizaren za eno tako resno oddajo, kot so Odmevi, kakorkoli simpatično se skupaj zgledalo. Skratka, Lojze, 2 deci partija Peterle je moja bizarka. Ti si tim Tamara Vonta pa Emilija Stojmenova duh, vidim. Ne? No, s temi dušebrižnicami me pa prosim ne mešati. Čak, to je bilo vino v prostorih osnovne šole, ne? Ne, Ja. imeli so planirano prireditev Martinovanje, v katerem bi tudi župnik blagoslovil vino, seveda, in vse skupaj ne bi se odvijalo v šolski telovadnici, ker se tam pač odvija vse v tistem kraju, ker je tudi prostor, kjer se lahko take stvari dogajajo. Tako se je začelo. Končalo se je tako, pa ne. z svetim bojem proti ne vem kaj spet. Ne. Ja, mislim, pač Emilija Stojmenova duh in Tamara Vonta sta bile pač zgroženi, da se to dogaja, ker ne, v končni fazi mladi in alkohol, da o vera in šola ne govorimo. Ne. In v bistvu sta šle tako malo, Antiša, tvoj žalbi, ne, grlom v jagode. Na drugi strani se je pa pač našel veliki ljubitelj drv, Aleks Treberšek, ki se je pa na drugi strani škandaliziral, ne, češ kam pa to pridemo, ne, stoletja že martinovanje itd., ne, še posebej verjetno v šolah. Ne, tako, mislim, toliko enega petelinjanja, ne, tako da malo mislim, da ima Lojze Peterle vendarle prav glede petelinov in kupov gnoja in tako. A veš, une dve se gresta virtue signaling, ta drugi se obnaša tako gmajn, da ga človek res, ne vem, v katran namočil pa v peru povalil, ne, in to niti ni moja bizarka, to je najhujš. No, dej pa tvoje povej. Ampak očitno so bizarnosti v Novi Sloveniji tokrat bogato obrodile. Ne? Ker moja bizarka je... Samo dolžna opomba, Lojze Peterle je izstopil iz Nove Slovenije. Ja, ne vem, ne moreš tega pripisati zraven. A je predsednik že odprl pismo? A kaj vemo? Vse so že sprejeli in vse, z žalostjo v srcih. Žalostjo v srcu in pesmijo na ustih. Skratka, Matej Tonin je moja bizarka. In sicer njegova, ker pač politolog o meni ne more mimo tega. Čakaj, a ni on na črni listi? Tonin pa ne. Ne. Nobenega ni trenutno, razen da sta izključena Janša in Hojs za forever, je UKZ že šla mimo in Pahor mimo in Golob mimo. Golobu se je suspenz iztekel in evo, glej ga, tako je začel pizdarje delati. Jeseni se je izteklo in eto tega. Ja, tako da opozorilo rumen karton. Skratka, Matej Tonin je v dolgi analizi na Twixu analiziral zmago Donalda Trumpa in ne, ker tudi slepa kura zrno najde, ima tam noter tudi nekaj resnic zapiše, ne, tudi pokvarjena ura je točna 2-krat na dan. Ja. Ampak kost, ki je se meni zataknila v grlu, je bila, ne, drugi stavek. Začne, Donald Trump je zmagal, dejstvo. Sporočilo Američanov je preprosto. Tako siti so radikalne levice in njihovega aktivizma, da so brez večjih težav pripravljeni dati glas tudi Donaldu Trumpu. Model. Magistriral iz ameriških študij, če jaz kaj vem. Če kaj potem v Ameriki v mainstreamu pač ni radikalne levice. Tudi o socialdemokratski levici bi lahko govorili izključno, če močno zanimivo na eno oko. Ameriški demokrati so v najboljšem primeru stranka centra, to, kar je pa Kamala Harris in zdaj izvajala v smislu politik in kandidatov, ki so bili tudi na nižjih ravneh, so bili pa stranka zmerne desnice. Tako da lepo prosim, no, če že opletamo s pojmi in to pač neki akademsko izobraženi politiki, dajmo prosim biti vsaj približno natančni.
Ok, to ni nova analiza Trumpa. Za politbizarko smo vsi, nisi Andraž, ti si tudi, ja, vsi smo. Potem pa zadnjih 30. Bi želel kdo Ajde, bom začeti? jaz. No, dej, ko se ti Ko si mudi, se, ne. itak, vedno, ampak ker si se že sklicevala na odmeve včerajšnje, predvčerajšnje, sredine, ne, se bom jaz tudi na sredine odmeve in bom toplo, nadtoplo priporočil ogled nastopa slovenske filozofinje Alenke Zupančič, ki je temu našemu svetu poenostavljenih resnic in brezprizivnih dokončnih sodb pojasnila, zakaj kritičnost do dejanj izraelske države še zdaleč ni antisemitizem. Zdaj, kdor mečkam spremlja te stvari, je to za intelekt kogarkoli pravzaprav podcenjujočo interpretacijo na njo večkrat naletel, ne, v zadnjem letu, in se je lepo pravzaprav ulegla na posteljco, ki so jo te pravičniške množice internetnih aktivistov že kar en čas pripravljale, ne. Govorimo recimo o tem vsevprek opletanju z nacizmom, fašizmom, mizoginijo, šovinizmom, antiromizmom, antisemitizmom in temi stvarmi. S temi težkimi obtožbami oziroma besedami jaz mislim, da velja ravnati previdno, zato ker sicer devalvirajo, izgubijo težo in točno to se nam dogaja. Se pravi, poslušajte, kar je povedala Alenka Zupančič v Odmevih Tanji Starič v sredo. Dobro je poslušati ljudi, ki so kdaj v življenju kaj prebrali, namenoma pravim prebrali, ne pa napisali, ker danes knjigo napiše res že skoraj da vsakdo lahko, in se zamislimo nad tem, kar je povedala. Tako, zdaj pa na hitro objaviti nov status na Facebook, da Izrael ne sme na Eurovizijo in s tem si spucati dušo za danes. Prav, Lepo no, si tole zapisal. Ja. Lepo, to je, ja. No, Andraž, Bom jaz kaj pa nadaljeval, tebe? ker grem Ja, daj. na antišov teren, namreč priporočil bom dokumentarni film. Sicer ni bil predvajan na Zagrebu 1 ali pa 2, niti na drugi TV mreži. Na Ljubljani. Ali pa na Ljubljani 1, ja, sej, ja, to ja. Je bil pa, zgleda, da sem sponzoriran strani Netflixa, na Netflixu se je pojavil nedavno, in sicer dokumentarec o Martha Stewart. Ki je, mislim, jaz sem tako, ker sem zaslišal ime, si rekel, to se nekaj spomnim, ja, sej, ne, ko začneš gledati, se zelo dobro spomniš tega fenomena in ga zelo priporočam za ogled, kako je, po mojem mnenju, res ena mašinerija odzadaj, se v nekem trenutku spravlja na njo, ona je bila first self-made billionaire, woman billionaire v Ameriki, ne. Kako so se spravili na njo, jo skušali obtožiti insajderskega trgovanja z delnicami, in ko to ni šlo skozi, se na koncu potegnili ven, da je lagala FBI-ju in da to se pa že ne sme lagati FBI-ju. In res priporočam ogled in pozornost na tistega tožilca, ki se je na njo spravil. In gospa je končala dejansko v zaporu, ne. V zaporu, ja. V zaporu za skoraj pol leta. Potem prišla ven, se skušala pobrati nazaj, ker seveda se jo poslovno s tem čisto uničila, ne. In najprej ni uspelo, no, pa je prišel pa en roast, kjer je bila zraven Snoop Dogga, ki je menda 6-7 ur so tisti roast snemali, kadil joint za jointom, je bila pasivno zadeta in je imela fenomenalen nastop in se je strelila nazaj. Ko so si to ogledala z mojo drago, so potem študirala, pa kva za vraga, ne, jih je samo to motil, da je bila pač ženska, ki je uspela. Pa sem tak stavek izrekel, ker se ga še zdaj malo bojim, se rekel, kako sem razmišljal, kdo je bil takrat v bistvu na oblasti v Ameriki, kaj pa, če jih je bilo strah, da bo kandidirala za predsednico ZDA. Pa je bil to povod, da so se na ta način spravljali. V glavnem, zelo zarote, smo že v zarotah. Marta, zelo preprost naslov, Netflix. Ja, Marta je to, sem bila glih prvo leto v Ameriki, all over je bila, gospodinja številka 1 v ZDA, tako darling vseh gospa in žensk, in pol je bila v zaporu in smo tako vsak dan poročila lahko spremljali, ja, kako je v zaporu. Hvala, Andraž, za priporočilo. Kaj pa je tebe tokrat spodbudilo? Aljaž, kaj priporočaš? Še vedno čakam na svete, kako se zdaj biti moljev, ker če ne bom jaz... Nisi nič dobil? Ja, nič
konkretnega, mogoče bilo mečkam prezgodaj, ampak ljudje pač vprašanja so resna, tako da če imate nasvet in trik gospodinski za naš LDGD gospodinski kotiček, ki smo že glih pri Marti Stewart, ne, potem dajte, povejte, kako se vi iznebite moljev iz kuhinje in iz omare z oblekami. Ampak, ker tega ni, moram pa zdaj končno povedati, da je na lokalno običajen način da nastopna že 5. in zadnja sezona serije Star Trek Lower Decks. Ki jo seveda toplo priporočamo. Čakaj, kaj je to? Star Trek, 5. sezona, 2864. epizoda. Dej, mislim. Vidim, da bom iz tebe moral enkrat čakaj, to AI dela, a to AI dela, vsak dan nova sezona iz 300 teh delov. Tebe moral v šravštrovko vzeti, ne, ker sam še to reči, da imaš rajš Star Wars, pa sem videl drugače. Aljaš, dobro si mi dal žogo na penal. A ti veš, kjer je najdražja škatla v Lego Storu v Ljubljani? Ti bom povedal, ni ladja iz Star Treka. Ja, ker je ni, ne? Ja. Je pa ladja iz Star Wars. Seveda. Ne, jaz sem samo Star Wars gledala, Star Treka nikoli. Tako težko rečem, kaj ja, pa kaj ne. Sam sem pa fascinirana nad tem, koliko se ti impresioniraš. Mislim, pač, glej, Nicolas Cage je povedal, da je Star Trek politično-ekonomska filozofija, medtem ko Star Wars je pa pač disfunkcionalna družina, ki jebe celo galaksijo. Ok. No, jaz bom pa nadaljevala s temi tvojimi molji in bom prenesla besede ene od naših poslušalk, ki je pa prosila, če lahko poprosimo. To se mi zdi, kar lahko bo rubrika, veš, Aljaš. In če lahko poprosim občestvo za nasvete v zvezi s smrčanjem. Kako to, kako se prilagoditi, je napisala, kakšne imajo ljudje metode za preživetje. Ne? Pa bi rada slišala, je rekla še kaj drugega, da bi si moral ušesne čepke dajati, pa da je treba neke glasove spuščati, da se ljudje zraven umirijo ali pa narahlo dotikati. No, če ima kdo, kar res deluje, zoper ali pa da človek preživi ob nekom, ki smrči, na dan z besedo. Se pravi, poslušalka smrči ali... Ne, ona ne smrči, ampak se lahko iz obeh smeri dobimo. In tist, ki smrči, kaj je naredil, da mogoče ne bi, in tist, ki ne, kaj je mogoče delovalo. A lahko je s to pogledno, se vem, da zdaj to že... A imaš izkušnje, no? Mimo formata, ne? Ampak ne vem, neče izkušnja sem. A se spomnite revije Kih? Križanke in humor. Križanke. No, križanke in humor. To sem pri stari mami bral. Tam noter je bilo tudi te vrstne anekdote / vici, prigode. Fuck, to pomeni Kih. A ja, nisem vedel. Križanke in humor, ja. Križanke in humor. Še dobro, da LDGD poslušaš. Še dobro, da sem imel brano stiskanih medijev 20 let Slovenije. Skratka, in je bila točno ta pač pismo obupanega bralca, moja žena mi pač teži, da smrčim, in jaz, kaj ne naredim, in seveda pride milijon predlogov, dejte to, pa ne vem, pite, grejte slano vodo pred spanjem, dejte spati na boku, dejte si orehe za majico, da v ta na boku spal, itd., na kar en pač piše, prav, ločite se. In se je. No, jaz vam pa z druge strani povedal, ne rečem, da je to predpisano, sam pač, evo, anekdota. Ne, sej to, ko rečeš, ločite se, to je lahko tudi vsako svojo sobo, a veš? A ja, vidiš, recimo. No. Tudi to je lahko, ne. Dobar, in... Jaz imam veliko izkušenj s tem, moram dodati, pa z druge strani povedati, kako sem jaz ta problem rešil. Jaz sem šmrčač namreč. Sem ta problem rešil tako, da sem si najdel partnerko ali pa ona mene našla, kakorkoli, ki jo to moje smrčanje prav lepo uspava. Da, fuck, res? A ne? Kako srečo imam jaz v življenju? To se ti laže, ti že zdaj povem. Ne, pa se ne. Ful zaljubljena je, lej. To pa svaja. Dobro, ima kdo še kakšno postopkovno ali lahko zaključimo? Ne, okay. v redu. Kaj, Antiša je že zginil?
A je. Ja, je, lej, pač. Pa saj ne moreš Klasičnega verjeti, glej, Antišo je to- izvedel, klasičnega Antišo. A kaj vemo, a on smrči. Ja, glej, Lahko izkoristimo ne mi vem, ta ne. del oddaje, da rečemo kakšno o njemu. Ne? No, daj, Saj ti bi ga lahko bolj bil poznaš. zraven, ne? Če bi hotel biti. Ne? Ja, no, to je bila že kar neka epizoda v zgodovini LDGD-ja, številka 168 bo. Hvala za spremljanje, hvala za kakšno oceno, če nam boste dali pri vaših ponudnikih, da nas najde še kdo. Bomo tudi veseli, če boste delili, če mislite, da bi koga lahko vsebina še zanimala. Drugač pa nič, lep vikend, če poslušate v petek. Ali pa lep teden, sam pripravite se, prihaja retrogradec. Tudi če A ne. to do zdaj ni bil? Ne, ni bil Jo, 25. pizda. novembra štarta in do 15. decembra bo. To je očitno je bil PMS od retrogradca. Veš kaj, vedno se ena mal korenina vleče na začetku, ko pa konča, je pa repše, ko vpleta. Pa že nov na vrsti, ne? Ja, tako je. Ja, ful dober izgovor. Dobro, November je, Ajde. november je, ne da se Ne da delati. se delati. A lahko še to povem, že kar vlečemo. Jaz Daj, sem ta je to pa dobra, res moram. povej. To sem pa včeraj se mi je zgodilo, da sem bil na enem sestanku, video call in jaz se za začetek, ker še nismo začeli, vprašam, kako so ok, če so bolj v november, ne da se delati mudu ali kaj drugega. In se začnejo smejati in ena med njimi pove, da pa ona je pa bila ena od unih rok, ki je molela mikrofon pred ministričnimi usti v tej legendarni izjavi in se mi je tako fajn zdel, da zdaj pa jaz, mislim, ker to je stvar res postala ikonična. Jaz poznam človeka, ki je bil Vrhunska tam, je res. ki je bil tam, ko je ta izjava Uh. padla. Ne. To se Ali mi jaš zdi to res moraš v dobro. špico dati. To res je dobra za november. Ja. Res. ja, ne morem. Poleg tega imamo novembra sploh še kakšno epizodo. Je seveda, še eno. A je še ena? Ja, pa se že ta je, ki gre jutr, ne? Ja. Anyway, skratka, Ok, ajde. Lep paste podaljšek. na se.